V Termah Banovci so slovesno odprli novo zgrajeni 4-zvezdniški hotel Narcisa s sloganom, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Hotel je zasnovan kot butična, mirnejša alternativa in pomembno nadgrajuje ponudbo in utrjuje položaj Term Banovci kot enega vodilnih termalnih središč v regiji. Projekt so soustvarili priznani domači arhitekti in lokalni izvajalci. Utvoritve so se pa udeležili številni pomembni gosti, med njimi Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije, direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dubravka Kalin, Fedija Pobegajlo, direktor Gostinsko-turistične zbornice Slovenije, župani, gospodarstveniki, poslovni partnerji ter številni povabljeni gosti iz dežele ob Muri. Zbrane je nagovoril Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, ki je ob robu dogodka povedal. Danes smo na otvoritvi hotela Narcis, kjer je seveda družinam investitor dokazal, da je vse mogoče, in sem zelo vesel, da je prišlo do te investicije tudi s podporo našega ministrstva, ker želimo na nek način dvigniti kvaliteto turistične ponudbe, dvigniti dodano vrednost, s tem seveda tudi boljše pogoje za zaposlene, predvsem pa boljše ugodje za turiste. In sem vesel, da smo v tem koncu Slovenije, v Prlekiji, v Prekmurju podprli 8 projektov v zadnjih 2 letih v višini 14 milijonov pa pol, skupna vrednost je bila 30 milijonov in to vendarle je ta konec Slovenije, smo dali na zemljevid Slovenije kot ene uspešnejših turističnih destinacij. Jaz mislim, da je treba celo Slovenijo razvijati enakomerno. Res je, da ni samo Bled, ni samo Portorož. In jaz kjerkoli bom rekel, potepil po Sloveniji, po tujini, bom seveda delal reklamo za ta konec Slovenije, ki je seveda prečudovita za naravo, ima dobro turistično ponudbo, predvsem pa ima to, kar se neko gostoljubne ljudi, in to rabimo mi v turizmu, rabimo pa seveda tudi mir. Kolikšen je bil finančni delež Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pri izvedbi tega projekta? V tem primeru hotela Narcis 1 850 000 evrov. Seveda smo zahtevali tudi višjo kakovost, energetsko učinkovitost. Vse to bo na dolgi rok seveda pripomogli pri investiciji. Vem, da je bilo zahtevno, zato se zahvaljujem seveda investitorjem, zahvaljujem tudi našim zaposlenim na ministrstvu, da je projekt bil tudi časovno pod streho spravljen v tem letu pa pol, tako da evo, danes smo lahko zadovoljni in povabimo vse goste, da pridejo sem v te prelepe kraje. Nov hotel prinaša številne novosti znotraj Term Banovci. V ospredju je koncept umirjenega turizma, prostor, kjer gost najde ravnovesje, zasebnost in sprostitev s pridihom prleške tradicije in sodobne elegance. O projektu in objektu Tihomir Babič, izvršni direktor Terme Banovci. Smo zelo ponosni, ocenjena vrednost investicije je 6,4 milijona evrov, od tega smo črpali iz sklada za okrevanje z Evropske unije preko Ministrstva za gospodarstvo 1,8 milijona evrov, ostalo smo delno najeli kredit in iz uspešnih prejšnjih poslovnih let preostali del. Tako da smo veseli, danes stojimo tukaj, gradnja se zaključi in sedaj hotelirji nastopimo in bomo lahko razvajali naše goste. 4-zvezdniški hotel Narcisa sodi v butično ponudbo, kar pomeni, da spoštuje lokalno in avtentično okolje, prinaša višjo dodano vrednost, individualni pristop za bolj zahtevnega kupca ter višjo kakovost. Z novimi lastniki je prišel novi investicijski cikel, kateri je res poskrbel za to, da smo lahko prave stvari postavili na pravo mesto. Prleki zmoremo bistveno več. Pomurci, vsi mi, ki živimo tukaj, če stopimo skupaj, smo lahko nepremagljivi. Tukaj v bližini je mestna občina Murska Sobota, komplet Prekmurje, Štajerska. To so garanti, da imamo dobre ljudi. In vse to smo morali združiti v novo zgodbo. Zato smo šli v 4-zvezdični turizem, v hotelsko kapaciteto, ki bo zagotavljala prihod gostov, ki imajo nekaj več denarja in ki zahtevajo več. Zato smo se temeljito pripravljali s kadrom, imeli izobraževanja in še številna bomo imeli. Vsekakor skrbimo kot skrben delodajalec, da imamo nekako
zaposlene iz naše okolice, kajti to so vse naši ambasadori. To so tisti ljudje, če so srečni, grejo od tukaj nasmejani in ko pride neki turist s kolesom do njega domov ali se pelje mimo, vpraša, kako da je v Banovci, in z veseljem pove iskreno tisto, kar je res. Zato se povezujemo z lokalnim okoljem. Zagotovo imamo tudi mi kadrovske manjke, vendar trenutno na vsak razpis dobimo čez 20 prijav, se pravi smo zaželeni, delodajalec tudi z letošnjim letom smo korenito popravili dvig plač in še ga bomo. Z novo pridobitvijo si bomo lahko prizadevali, da bo več ostalo lastniku, podjetju in pa tudi vsem nam, ki smo tukaj zaposleni. Terme Banovci z novim objektom so prvovrstna lokacija za poslovne dogodke ter nova ponudba v kongresnem turizmu. Pojasnjuje Tihomir Babič, izvršni direktor Terme Banovci. Ena izmed naših poglavitvenih novih storitev, ki jih bomo ponujali, je konferenčni turizem. Konferenčni turizem je v Pomurju sorazmerno slabše zastopan, zato smo videli priložnost in smo se usmerili že z investicijo v to branžo, v kateri je veliko povpraševanje. Kajti vsi tisti, ki pa izobraževanja izvajajo, pa iščejo odročne kraje, iščejo nazaj k naravi, vsebine, ki so povezane s človekom, z domačo kulinariko, s toplino. Dvorana, ki bo sprejela v skupni kapaciteti 250 sedežev, lahko jo bomo razdelili na 3 dele in pa seveda nad njo 2 nadstropji hotela, 31 sob, 29 dvoposteljni, 1 invalidska in pa seveda, na katero smo najbolj ponosni, wellness suita. Slavnostne otvoritve se med številnimi gosti udeležil tudi direktor Gostinsko-turistične zbornice Slovenije Fedija Pobegajlo, ki je ob tej priložnosti spomnil na nove pridobitve v tem letu na področju termalnega turizma. To je pravzaprav, mislim, da prva od 3 otvoritev hotelov v letošnji pomladi. Sledi še Terme Olimje in pa Terme Snovik, tako da termalni del super. In to je seveda, to so koraki, ki po eni strani seveda izboljšajo konkurenčnost teh podjetij, destinacij pa seveda tudi Slovenije. No, in to, kar nas veseli, da je na nek način to res udejanjanje strategije slovenskega turizma v smislu izboljševanja kakovosti storitev, ker hotel Narcisa bo absolutno poskrbel za to. In Slovenija pač na ta način ostaja pač na svetovnem turističnem zemljevidu. Tako da smo res veseli takih dogodkov, to je pač eden takih boljših delov pač našega dela. Zelo velika prednost Slovenije se nam zdi, da je ta razpršenost ponudbe med 4 makrodestinacije. Ena je termalna, potem je alpska, primorska in pa centralna, ki so relativno enako pač po številu nočitev nekako razporejene, tako da Slovenija ni turistična država, kjer bi bila turistično izpostavljena samo ena regija, ampak praktično cela država, ker ima celo vrsto pozitivnih učinkov, blizu so delovna mesta, vzdržuje se krajina in tako naprej. Slavnostni prerez traku in s tem predajo hotela svojemu namenu so upravili Srečko Karba, lastnik Terme Banovci, Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, Eva Karba, direktorica, ter Tihomir Babič, izvršni direktor Terme Banovci. Otvoritveno slovesnost so s svojimi nastopi požlahtnili priznani glasbeniki z levega in desnega brega reke Mure, kar potrjuje usmeritev vodstva, da bodo sledili povezovanju z ljudmi lokalnega okolja ter nadgradnji butičnih doživetij.